Zelo stran ničem. Zdaj Se najbrž šitek vsi to vejo, pa govorijo o tem, ampak... Jaz sem šel zadnjič na tržnico, pa so mi rekli, a vidi, da te če veš, kaj mislim z Joco tam, pa sem rekel, na Netflixu, a bomo spet kaj naoga lahko... Jaz sem vse svoje vnuke naročila na Netflix, ker sem videla, da je Joco tam. Meni je isto zadnjič rekla trgovka, na tržnici, ne? Češnje. Meni je rekla, vidi, če veš, kaj mislim z Jožetom, sem rekel, je rekla, oni meni enkrat tako čudno šlato neki. Ja. Se veš, kjera? Ja, točno vem. Sem čuden, ker ponovadi rečejo, folk mi podobne stvari reče, a si ti ki delaš neki z Netflixa? Jožetom. Ponovadi je tako, no. Jaz sem bilo, mislim, da je bil Netflix, bil definitivno. Jaz sem slišal, da je bil Joco krat v Vatikanu. Ne, sta bila s papežem, ne? Ja, pa so se tam gore eni kardinali pogovarjali, se, kdo je pa tisti tam dol, pa se rekel, kdo je zraven Jožeta z Netflixa. No, daj povej, pa si bil na Netflixu. Jaz sem mislil, to je tako, že vsi vejo, ampak dober, lahko še enkrat vem. Bomo dali zapiske. Mislim, da je 7. epizoda neki kamikaze. Moji posnetki so pa moja senca. Prav, da bi čist... Tvoja esenca? Esenca, seveda tudi esenca je avtorstvo tega posnetka, to je moja esenca. Tako da ne vem, mogoče moram, umazan kolo je, največ bi se drugače v cevu, jaz tudi noter videl in bi dejansko tudi bil pol. Hočeš reči, you made it, I made it. Oziroma v catchphraseom tega podcasta bam, milijoni. Bam, biljoni. Also, koliko te je Netflix plača, da tvoja senca uporablja? To je kar, to ni toliko. Ampak nima tudi ne ful malo, ker je senca je le neki. Dajmo pustiti to, da ne to pač Joco pa Anže Rozman, slovenska kralja Netflixa. Ne, sam pač pustimo to res domišljiji, ne? Še ko je zdaj? Netflix, kjer Slovenci so? Ana Roš, šef Stable, na drugem mestu, Jože Rozman. Ampak realno je tudi Mohorič, pa Tadej, Bugačar, pa Roglič, oni so vsi tudi v tej seriji. V Batmanu, ne? Za Mezgacina. Ja, ampak to ni bila originalna Netflix. Ja, to mora biti tako nekaj. Ampak na Netflixu je Batman. Zdaj sem čakal, da bo starejši. Jaz sem bil pa statist, Narni in to je tudi na Netflixu. A veste, balvan, ki je zakril sonce? CGI so me odstranili, lik na Soči sem bil tam. To CGI 3,5 milijona je stal, da so me ven dali s posnetkom. So me novili, tako sem bil noter nekako, 3,5 milijona. To si predstavljam ta velik hollywoodski šut, ško res milijon ljudi na setu. And action, pa stare direkt v kamero. Ja, jaz sem uno pobarano faco, skrival sem se med. Dobro je bilo. Ja, okay. V glavnem, če ne veste, to je, če veš, kaj mislim. Srečna 13, ima številka pri basketu. Ja. A ti si tudi med 13? A zato ni šla karijera naprej? Kaj če? Si jo narobe obrne na nosu. Veš, kolesari, če imajo 13, jo narobe obrne. A ja? Ja, vsi, ki imajo 13, jo narobe obrnejo. Jaz sem imel... to sem že on je še zakaj on 13 izbral. On je bil, veš, on je tudi skejtal, ne, kot mulci in ti videl, Burton dress. Ne. Veš, kaj je fora? Fora je, da sem imel štirko. Joški. Štirko sem imel, pa je bil pa 3 sezone, ali 2 sezoni sem imel štirko, pri Šenčurju, pa je pa Roman Horvat prišel. A to je najbolj znan kolesar. Roman Horvat je predvsem znan kolesar. In je pač njegova številka je pa pač 4. In tebi so to dali 13, ker 1 plus 3 je 4. Točno to. Točno to. Jaz sem prišel, mi smo prvo pripravljalno tekmo v sezono in jaz prijem, kje pa štirka, pa Roman ima že gor, pa mi sam tako 13 prenese, pa reče 1 plus 3 je 4. To je tako simpel, da sem tako jaz bil obi športnik. Ti bi bil lahko numerolog. Sem sam rekel najlepši hvala, gospod. In to je bilo to. Ampak kako se pa bo čutil, da je bilo bet? Ne, ker je Roman Horvat stari, to ne moreš. Ampak kaj pa ne, 13, imaš kaj? Ne, jaz nimam. Čakaj, če bi ti prišel domov in tvoja žena seksa z Piersom Brosnanom,
Če bi bil jezen, bi bil tako, pa to je Pierce Brosnan. Ja, ne moreš biti jezen. To je vse. Ne moreš biti jezen. High five. Časa še rabim. Ja, daj pridem nazaj. Ampak bil prav, a jaz vsem lahko 13 kop držim. Seksala si James Bondom, to bi šumanja. Zdaj bi se hvalil s tem. A tvoja žena posluša te podcaste? Upam, da ne. Glavno, gremo naprej. Tako da, nič še nismo naredili. Imamo 4 res izjemna vprašanja. Ker smo pač ugotovili tvojo čustveno navezavo na ženo. Ja, ne, ampak jaz sam... Pa na znane osebnosti, za čuda. Ne na znane osebnosti. A Joco je tok, če bi Joco prišel do tebe pa rekel, ne smeš imeti te cifre. A bi jo dal Joco tudi res 4? Čeprav bil na Netflixu. Kljub Netflixu. Lep safe pižame, jaz sem mislil, da šel na ženo. A si imel planiran tako, da je ful bilo pričakovanje, pa ne, gremo naprej. Ja, gremo na cifre. V glavnem, prvo vprašanje, če lahko. Postavila ga je Mojca v obrazcu. Hvala vsem, ki sem dal na Discord, res postavili veliko vprašanje, prišlo smo mogli kar zbirati. Se pravi, kater lik v ofisu si? Se pravi, pisarna, zdaj pa. Samo da jaz bi sam postavil en temelj. Valjda rečemo ameriški. Smo ga najbrž vsi gledali, angliškega stare ni gledal. Jaz nisem nobenega ofisa. Ti tudi ameriškega nisi gledal? Ne. Zakaj mi z njim delamo? Jaz to sploh ne razumem. Dajmo ga do oni. Ti si do konca pogledal Office? Ne, do konca ga nisem. Do kje pa si pogledal? Do tam, kje je Michael Scott najbrž, 5 sezon. Mogoče še kakšno sezono prej, da sem nehal. Ja, ok. No, cool. Se pravi, tudi on je nekje na pol tle. Ne, ni na pol, on pol ve. Pa je to vibe od serije. Parks and Rec sem gledal. To je zelo podoben, ja. No, pa ti povej, kdo si izpad, vsi vemo, kdo si izpad. Kdo sem iz Parks and Rec? Ne, a veš, ker je on iz Office-a. Un model, ki ga je Colin Robbins. Tako, Colina Robbinsa igra. Colin Robinson, What We Do in the Shadows. Ne velja googlati. Ne velja googlati, Jože. Prosto, da mi na pamet poveš. A veš, ker je Colin Robinson iz What We Do in the Shadows. To bi eno vedel, Bežan. Ne, pač ta model. On je igral unga modela, ki je šel v Office, ki je šel z lokom na pan, ki je šel z lokom ose pobijati. Ok, vem, kdo je. To mislim, to bi bil stare. To bi bil stare. Jaz sem navonil Jim. Jim. Ja. Ti si Jim. Ti si Jim, si ful duši do svoje. Nino ime, ki ga znam na pamet. Ne, Dwight. Evo, sam nisem Dwight. Nisi Dwight. Jim Dwight. Jaz sem bolj Jim. Izmed dveh, ki jih poznam, sem bolj Jim. A kar rečemo, vsi smo Jim. Ne. Jaz sem un model, ki je bil zuno indijskega porekla. Ryan, ja. Jaz sem Ryan. Sorry, ti si res Ryan. Jaz sem Ryan. Sploh nisem pomislil na njega, ampak sploh ni. Wanna be nek smart ass. Vuf, ne. Jaz žal sem Ryan. Sorry, to je pa tako. Veš, kako je, če rečem, it cut close to the bone. Ok, ti si res Ryan. Ok, v redu. Sploh nimam... Ne, nimam za vsi, ki gledajo Office, tako, to. Še starejka ni gledal, ki ima. Ne, jaz res moram povedati, ne lagati ljudem. Že bi bil lahko tudi starejka, mi, ki ga poznamo osebno, ki ga poznamo samo te fasade, ki jo kaže v Sloveniji, ima talent, pa mali šef. Robert California. Ker mislim, da je kar, ne? To je pa stare, mislim, Joco ni videl najbrž. Ampak Robert California, ker se mi zdi tak tip človeka, ni ker Robert California. Ne, ker on je bil preveč tak CEO. Tako da Jim. Zakaj jaz vse to osebno vzamem, zato ne vem, kaj govorite, pa feeling vam, da me žalite. Se imaš samo 9 sezon. Ne bomo googlali. Ne. Starevo nekaj bomo nehali, kdo je Robert California. Ne. Se meni tudi stareje Jim, res Ryan. Pljunuci. Nora. Jaz sem hotel reči Bob Vance Refrigerators, ampak rad bi bil krit, ampak nisem krit, tako da Stanley. Ker nisi Stanley Strangler. Stanley, ima pač na mal mi je. To nekaj vem. Stanley, fair point. On je bil preveč len, ne? Ti nisi to klen. Sem len. Nisi to klen. Ampak to jaz skupam. Jaz sem pa, zdaj bom rekel in stojim za tem, jaz sem Toby. Jaz bi kar rekel, da sem Toby.
Mogoče si pa res. Preveč energije za to bi, ampak potušil. Ja, preveč energije. Ja, če imaš energijo dal stran. Če daš energijo stran, sem Tobi. Tobi si, HR. Policaj politične korektnosti. Policaj, ki ni policaj, ampak ne na način, ki je Dwight, ni policaj. Ampak tako, ta pisarniška scena. Zanimivo, Ben ni Michael Scott, ne? Tako da, on je res izven serije. Izven kategorije. Zdaj, da vas vseeno vprašam, pa ti, ki si Parks and Rec. Nikoli še nisem bil tako hiter izključen. Razen takrat, če smo se pogovarjali. Hvala mojci za to vprašanje. Zdaj, sam nekaj bi bil, prej si rekel, da si Parks and Rec gledal, kje ste zdaj pa leto 2024, Office angleški, ki je prvi začel s tem mockumentary, a ne? Larry Sanders Show je pa kva. Se strinjam, ampak Larry Sanders Show je bil sam posnet. Je bil posnet, kle so pa še te talking headi. Veš, Larry Sanders nima talking headov, kle pa res je tako, oni vejo, da so tam kamere, Larry Sandersu ne vejo. In zdaj, ki je to 25 let že tega, a se vam je že dosti postaral ta format, da je tako, da je že mal klasika? Mislim, da je klasika za Modern Family ratov, se mi zdi klasika, pa za Parks and Recreation. Čeprav mislim, da ga pač What We Do in the Shadows ga drži živga. Pa ne, živga ga bo še... Ampak tako, da je tudi kakovost, se pravi, ni še čisto razvodenel, da bi, ker se mi zdi, da vse pač pol ne vem, ker sem gledal te... Glihto ta Modern Family na koncu je bilo, itak nisem čisto vseh teh zadnjih, ampak recimo tam sem imel prebliske, recimo ono, ko so delali ko so se vsi sam prek Zooma, oziroma ena epizoda pa takem, ampak ful težko je ful dolg vleč, ne, pa zdaj spet vprašanje pri teh formatih je, kako... Se ti zdi, meni se zdi pa, da je to format, ki ga lahko v nedogled, da format ni fora, ampak je format samo omogoča še en nivo več. A veš, tudi kako recimo upeljati noter, a veš zdaj, a je ta fora, ki se v Officeu naredil, ne, z unim snemalcem, katolaš. A veš, kako je recimo, ne, v What We Do in the Shadows imaš te fore, ne, ki pride un vampir, pa vidite ta str, ne, pa vidite, snemalcem, ne, smo podpisali, njih ne pojemo. Koliko se ve, da je dokumentarec? A veš, koliko znajo še, oziroma kaj se lahko še nekaj svežga iz tega formata potegne, ali je zdaj pravzaprav res to, imamo to je tak feel good format, gledamo zato, ker je cool in... Jaz razumem ta format samo zato, da omogoča en dodaten layer pri delanju jokov, zato, ker lahko setup narediš v talking head delu, punchline, potem v tistem v Officeu, vem, da so to delali tako, da je pač en govori, pa si pa doskrat slomil, da je bilo od zadaj skozi okno, si videl, kaj se je nekaj zgodil, pa si imel pa sam zoom in na to. Se pravi, drugačen način, kako prideš do jokov, na katerih primerih mogoče celo hitrejši, ker talking headi ti tudi dajo nek notranji pogled v kaj se dogaja z liki in pa ne rabijo vse to odigrati dejansko. In ti razložijo. Kjer letnik je bil Office ta prvi, ta britanski? 2001. Ne veš, kaj recimo, na drug način je pa ta varianta, ki so Arrested Development delali, ne? Za te joke, ne, se pravi, ki sem imel pa narratorja. Ki pa je en čez govoril. Kjer pa ni bilo tega, kao mi zdaj to snemamo, ampak je... Mene pa rečemo, zakaj snemajo to? Mene to zmeraj tako, ker sem začel to gledati, sem tako, se mi kul, razumem mehanike, pa kul mi je. Zakaj? In to je, jaz imam odgovor na to, in fora temu, ker to pa Gervais razlagal, ker sta delala ta Office, ta prvo angleški, da so takrat v Angliji bili to ful popularen žanr. Ti si imel ful enih kamere, dokumentarci, gremo v pisarno in tam posnajamo 6 delov in vidimo, kako delajo v pisarni. Jaz sem hotel pa dodati, da je ta format se pravi v teh talent showih oziroma reality showih najbolj prišel do tega, da je to del, da je to normalen del pop kulture, se pravi, ti imaš tam v talentih, v kuharjih, vsi imajo to, da nekaj se dogaja, pa Pa veš, da so snimali 3 tedne za tem voice-overje, ne? Netflix je dokumentarc o kolesarstvu, kjer tudi moj posnetek. To je senca. Je čisto isto, se pravi, ti njega gledamo, pa ga gledamo, ki govori kao v sedanjiku, čeprav veš, da je to zdaj posnet bilo en mesec kasneje. Dajmo, ne ta en mesec kasneje. Ker so te izjave, talking head izjave, so ponovadi se ostavi delo
in se gre to snemati. Ja, klej, pri kolesarju, po mojem, ne, pri kolesarju ne, ampak recimo pri reality showih, talenti, vse te zadeve. Kdo je bil v Netflixu? Koliko si delal za Netflix? Kaj sploh? Ni gledal Officea, ni bil v Netflixu, pa Joco to razlaga. Kdo je prej delal talente? Ja, to pa še to. Jože se sploh ne spomni, da je delal. Enega se ga neki sprašuje, tako ne vem. Ampak to samo zato, ker ta Netflix vse zasenči. Zdaj to. To je zdaj čegodnost. Toliko imam rama, stari. Okay, mislim, da smo odgovorili na vprašanje in imeli debato o formatu, ampak jaz se tudi kar strinjam, da je tako klasika, da to še je željno. Zdaj gremo pa na drugo vprašanje, ki je postavil pa Gašper. Imel bi brke, kot jih je imel, Poševnica jih ima, Jože Robežnik, vendar mi jih moja punca ne pusti. Kako naj jo prepričam? Zameni punco. Bo se najprej vi povedali, pa pol sem jaz na koncu, kako je res? Jaz bi nadaljeval iz te debate. Pokaže ji un del iz Parks and Rec. To zdaj bo že spet preveč. Ne, z Ronom Swansonom, pa temi in ji reče, ki pride s požganimi brke in reče, če mi pustiš brke, bom lahko to naredil. Kaj naredil? Ker ima ta uno divjo noč s temi in mu brke skur zaradi frikcije, ko se prehranjuje z njenim spolovilom. Okay. To bomo not pustili. To bomo not pustili. Naredimo kakšna pravila. Čakaj. Sploh si ne bomo Čakaj. Če bi to je, jaz se zdaj počutim toliko bolj umazanega, kot če bi ti rekel, da je, če bi karkoli vulgarnega rekel, eufemizmi so to. To, kar si pa rekel, je bilo pa to grozno. Jaz se hočem in tu mitu, brez. Jaz imam feeling, da nikoli več ne bom čist. Od zdaj naprej se gremo umiti z žajvo. Pa ne bo bolj. Boš od zdaj naprej živel kot DJ Khaled. V glavnem, ne zdaj Joco pove, kako se to naredi. Moja žena tudi ni hodila, da me je zdaj koli brke in čist preprosto, samo enkrat jih moraš pustiti. In pol, jaz garantiram, čez 2 ali pa 3 dni max, reči, da si boš poboril in bo ne, prosim ne, tako bo. To je taktika. To je to, čist simpel. Okay. Lej, one ne vejo, kaj sploh hoče. Jaz ti svetujem. Dino, nadaljuj. Če to slučajen... Visno, koliko je stara. Ne, se zdi, imamo mi tle eno drugo težavo, ki jo nismo vzeli. Če ni jasno, seveda tisni okej, ne grozno. Ne poveda tega! Mislim, stvari, če pa kdo, ki to posluša, ne šteka tega. Ja, to je dosti res. Plačajte trojno podporo. Ampak to je bila, ti si pač... Jaz sem milijonkrat že rekel, da sem brke pobril. Ne, pa noš valjda. Tako. In pač se jih vsake toliko pobrijem in itak ne opazi, to je prvo. Sploh ne opazi, da nimam slepota. Ja, slepota je. Če slep si lep. Redko folk opazi sploh, da jih, mislim, redko, tako prav 1 na 10 je mogoče rekel, ti smo brke obril, tako. Se ostalo je... Zdaj mislim, da je to aktualen zaradi teh reklam, ki je to fora v reklami. Zato sem pač to dol v te dva reklame. Zdaj vprašanje je tudi, kakšne brke ima ta Gašper. Niso na Netflixu. Ja, ne, a Gašper na Netflixu ni reklam. Razen če gledate sam Netflix, tam pa ni reklam, zato ker smo pač, ki plačamo in unika gledamo in uni. A imaš take brke? Smo plačani. Tukaj moramo mogoče pogledati z Gašperjem, ne? A ima take brke kot Joco, ki mu mogoče, da mu v enem tednu požene Ron Swanson? Ja, to je fucking ali imajo take, ki pač traja mesec, da dobim nekaj senco? Če bi jih pobril, bi trajali mesec. Jaz sem isto tako, kot pižam. Ali imaš pa une rasta brke, ki si jih vstiš 2 let, pa imaš glih tako 3 velenčke pod nosom. Ja, ne, tis ne puščati. Mislim, glede na to, da mu ne pusti tega zrasta, sploh ne more vedeti, kakšne brke ima. Jaz mislim, da nek genski testing, plun v eno kuverto, pa pošlje nekaj na Kitajsko. Pa z Joco to bi primerjal. Pa bo Joco to... Tako, bomo z njegovim DNK-jem, pa ti povemo, koliko sposobno kiklo.
enkrat naredil nekaj, kar je prav. A v šnosu kiklo, a so preselil Škotske nazaj v Slovenijo? Lej, sam to bi še rekel. Ti lahko pustiš, ti pusti brado. Pustiš brado en teden, 14 dni, zdaj na dopustu, recimo. Ja. In pa se sam druge ubriješ, ne? In imaš brke, bam. Ni panike, da sem zgleda, da puščaš, nočeš tega zgleda, da puščaš. Druga stvar, črnilo, ne črnilo, to za senč. Druga stvar, to, kar si senčo. Črtalo, po mojem, ali pa barvica. Temna. In se noter pobarvaš. To resno? Ja, le, če hočeš, da zgledajo, če imaš kratke, pa da hočeš, da vsak jutr dela. Si lahko pobarvaš. Ja. Za feeling, zato da veš, kakšen boš čez en teden, 14 dni. Ja, tako da vidiš, kaj je. Ja, pa da žena dobi feeling, gled. Ja. Magnum, kaj pa ti tukaj. Ne vem. Ja. Izjemna kulturna referenca. Čakaj, Magnum Pia je imel... Kje imaš pa kratke hlače? Magnum Pia je imel remake. Se strinjam, jaz samo hočem reči, da Magnum... Pa je prav Tom Selleck. Ko je gospod Netflix rekel Magnum, ni mislil sladoleda, ampak serijo s Tomom Selleckom iz leta 1986. Ferrarija. Na Havajih. Jaz imam mogoče en malo toksičen predlog. Oh God, okay. Ne, v redu, dobre. Ampak sam tako ni pa, mislim, a ne, načeloma, če hočeš imeti dober odnos, ne bi ne tega delati. Ampak recimo je pa način. Ok, se pravi, ne? Čuden je, da ti nekdo drug govori, kaj dela svojo faco. Ja. In to ne moreš kar tako reči, ne moreš kar biti, ne vem, jaz se ne strinjam s tem, da si kar tako, no red, pa bo se že sparjaznila, ne, tako kot kolega Magnum tamle. Ampak lahko pa subtilno, tako še s rajcem, tako, ja. Lahko pa ti njej se odločiš, boš ti njej pokazal, kako se je ona počuti, kad ti ne rečeš, česa ne imeti na faci, ne, kad si daj na šminko gor, reči, da ne imeti rdeče šminke danes. Ker da jih govori malo tako, kad ti ona reče, česa ne smeš imeti na faci, pa se pa ne bo dober, zna biti, da so ta kregala. Jaz mislim, da so to nasveti za razmerja. Passive aggressiveness je vedno prava. Ja, rešitev. Ne, na začetku sem rekel, da ni dobra rešitev. Na začetku sem bil, to ni dober, ampak je pa opcija. Sam to rečem. A veš? To je tako, da slepo skočiti na glavo morje ni dober, ampak lahko, ko imamo svobodo izbire v tej demokratični ureditvi, ki smo si jo zrihtali. Svoboda izbire. Ne, smo tako blazno hoteli. Ja, dobro je pa opcija. To je ta podcast. Če veš, kaj mislim. Ni dobro, je pa opcija. Lahko sam rečeš, ljubica, jaz bi sam rad probal, da vidim, kako je. Ja. Pa če nam obema ne bo kul, to zbriševa. Jaz nam še eno tako. Kaj bo najhuj, kaj pa ne bo kul, njemu pa ne. Da se to zanko ujameš. Ne, jaz nam še eno tako. Gašpari pač reče, to je pot do Netflixa. Ne? Če hočeš, da prijem na Netflix, bi rada, da prijem na Netflix. Če ne, ona rabi mogoče. Ja, mogoče ne rabi, čeprav kdo ne bi hotel biti na Netflixu. Ja, to se tudi, mislim, jaz se to sploh nikoli ne vprašam. Ti si to zdaj že doživel. Ne! Ja. Pejte na break. Naredi Ross and Rachel sceno, we were on a break, narediš totalno brado, brke, vse spremeniš se v gozdnega človeka, pa prideš nazaj, pa pogledaš, če to vzame nazaj. To je to. Pejte na break. Jaz gledam po Facebooku, Anže Rozman ima tudi take brke. No, da, evo, prideš na Facebook, prideš na Netflix. To je to. A ja, kdo je Anže Rozman? Skladatelj. Ker dela on je delal za Beckama, je delal mulsko delo, je za neke dokumentarce, tako v Hollywoodu dela mulsko. Resno je bil na Netflixu. Nominiran za Emija. Je bila njegova senca? Ne, to pa ne. To pa bil v Krejci. Ja, bil, v Krejci je bil. Tako je jaz pa. Hvala. Všeč mi je, da so kredici ta skupni imenovalec. Pa so bila v Krejci. Se pravi, isto na Netflixu sta ti, pa unka, ki je španski Brad Pitt, ki so na koncu. Tako da ja, lepa no. Že Rozman, pa Camilo Forero. No, ja. Okay, to je bilo drugo vprašanje, gremo na tretje vprašanje, ki ga je pa postavila Nastja in je rekla, kaj za vraga, ne comment ljudje, kaj za vraga naj oblečem za na Taylor Swift koncert, pa prosim pomagajte mi modni guruji. Fuck me, da jaz tudi ne videl.
kaj bi rekel. Jaz bi šel, da si ti mislil, da si ti prva od teh modnih grujev. Ne, jaz zase mislim, jaz sem se bolj hotel poistovetiti z Nastjo, da bi jaz tudi računal Taylor Swift koncert, pa me ne povem. In drugo, pač stvari treba vzeti svoje roke. Vem, ne povab. Zdaj bo sam razložiti ljudem, da ne tako, da random ljudi. Ti hočeš, da te Taylor sama pokliče. Reče, odkar si na Netflixu, mi te opazil sem. To je bil long game. Je bila tvoja senca. Jože je bila. Je bila. Vem, da se dolgo nisem slišal, ampak je bila ti tvoja senca. Od vseh kredicov. A bi prišel na koncert. In pa je bil, kako se obleč. Trevisa bo odpikala. Trevis, še vrkov nimaš. Mislim, vse ok, sem na enčem hotel iti z avionom. Mene je to modo, z avionom. Leta pa CO2. Ne žu s kolesom gor. Na Dunaja ni tok. Na Dunaju, mislim, jaz vem pač, jaz mogoče lahko malo pomagam, ker nekatere od naših partnerk grejo. Na koncert. Mislim, zdaj, kar rečem, nekateri od naših partnerk. Ne mislimo, da imamo vsi po več partnerk, ampak pač vsak eno, ampak ena. Vi imate več partnerk? Kaj? No, in sem zanč vlekel na ušesa, ko so debatirali v koncertu. Pač oni so srkali Negroni, jaz sem sesalcem se okoli motil, ker pač človeka sesalcem ne opaziš. Ne, pa sesalc je bil gasen, zato da sem lahko poslušal. Nisem požgurnil. In kao fora je, da se oblečeš v slogu najljubšega albuma. Ker to je Eras Tour. Recimo, jaz sem gledal Eras Tour. Če je folklor, kako si gledal? Na netu je bil. Koncertni posnetek. A smo mogli do 400 €, da si lahko požgal? To je en je s kamero noter prišel pa posnetek. Ne, to je vse. Na HBO, ne vem, en pretočnik. Na Disneyju. Koliko 4 ure? Vse sem gledal. Zakaj si pa to gledal? Povej več. Na neki moraš masturbirati, je tako že, ja? Ja, ne? A veš, napisi od Netflixa so že pol. Fulkat se preobleče, tako da, ne. Kako ti masturbiraš? Jonco zdaj na svoji dokumentarci. Svojo senco. Ne, za kredice, ja. You must really like this one, pa so 4 thumbs up. Ona me eno foro, ka pošle, to kako se obleči, to je fora, da na koncertih oni spodbujajo, da se oblečeš v stvari. To je fora. Maile še dobijo pa neke fore. Kaj še maile, kva? Je to album, ker je odvisen, kjer ona pa je tudi oblečena. Ker sva šla v Trst z Rahelo gledat Fantoma z opere, kar by the way, Broadway zdaj dela predstave o Trstu občasno. Pro Broadway. Hvala Godler. Odkar je Godler, se je Broadway rekel, mislim, če je pa gospod Godler, drugi bomo pa tudi mi prišli. Gora Mohamed. Brežice niso imeli dosti velikega auditorija. Vsakič je v teatru en zid, ki ne ga čaka. Ena loža je prazna, ali pride, ali ne pride. Tako ni osvetljen, da se ne ve. Da ne bi on čutil, in če je, se vsi obrnejo in dobi mini aplauzak. In se mu dirigent če rab zasebnost, in pred začetkom se mu dirigent zbora lepo prikloni in potem začnejo. Ampak kaj se že tudi zgodi na prednji intermission, Fantom iz opere reče Godler. Neko vali. Italijanski. Zakaj italijanski? Američani pridejo. Oni Tony Award. Kaj je pa je Godler? Jure Godler v Trstu ni Jure Godler, ampak je Jure Godler. No, in tam je tudi bilo, da sva šla gledat, ampak sva bila že na dopustu tam bliz in nisem imela stvari s sabo, ampak je par dni prej je prišel mail, da dajte se obleči tako to in ko sva šla, jaz sem bil tako dosti turistično oblečen, vsi drugi so bili po unih, veš, gavnih, dolgih oblekah, ogrinjalih. Ja, ti si bil pa un model. Jaz sem bil pa un, malo da nisem imel unga fotoaparata, ampak vsi drugi so se pa, eni so z maskam prišli, pač folk se obleče, ko gre ven, pa se mi zdi, da je bil tak good vibe zaradi tega. Folk gre pol, veš, že prej razmišljaš, kako bo, pripravaš se, s frendi se uskladite, to je good stvar. Nadja verjetno nima frendov, ne? Če nas sprašuje. Mi smo njeni frendi. Ja, goruji.
Nastja. Ja, mi smo Še moče to si ne, zajeval. Friend je Ti že močna. nisi njen prijatelj. Ne, veš kaj, ja, To Friend je močno moče stara, nisi. to nema Sorry, bed. Ja. To nema bed. Ne, dajmo se vsesti v to tišino. Bom jaz rekel, da je dvakrat prazen Nastja, pa sam daj ti zameni pol. Bom Nastja. jaz rekel Nastja, prazen pa pri tebi zamena. Da bo tako, govori Nastja. Nastja. Kako se obleči? Jaz vem, jaz Ti si sem hotel. Povej. Bleščice. Ja, Pač bleščice. bleščice, ampak pazi, folklor, če ti je všeč folklor, jaz sem research naredil. A to so albumi. Ja. Frfotava obleka in jopica. Okay. Če so Midnights, tam je komat Lavender Haze, se moraš vijolično obleči. Okay. Če je Reputation, v usnje. Ja. Če je album Red, seveda v rdeče. Ne, ampak jaz bi rekel, pa najpomembnejše pa to, lahko imaš pa majico Fuck Kanye. Kdo pa je Kenny? West. Kanye. 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 To je Kanye. Ne reči, kako da prazno Kanje. Pa najbolj reper od nas. Ne, to mi če reči Kanje dvakrat, da poveš, daš noter v njegov. Ja, čakaj, Kanye. Okay. Ej, drugače vse to reši, ne? Ni se treba odločati. Ona, če obleče slovensko narodno nošo, ima vse. Se pravi, sem na mestu, leder hoze, Frfotava? pač avstrijska, ajde malo. Leder hoze ženski. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Kje ti živiš? Ja, Ne, to je na svetu. Je pa prepovedano, da se ženska hlače obleče. Puste Dino ta da pove, no. A ženska Ne pove, ne pove, no. Kar Ne misel. pove, no. Ja. Lej, imaš uno ruto, rdečo, ki pride pod lajbalč. To je red, to je red. Rdeč. Ja. Kaj smo, tili lajbalči imajo Vijoličen noter. Bleščice. bleščice. Ja. Vijolično je nagala. Vijolično. Pa imaš tudi še, se pravi, notranja podloga od tega je lahko vijolična. Ja. Super. Ja. Klobuk. Absolutno. Klobuk ali pa albo. Ne, albo, fuck this shit. Zakombiniraj. Albo v bleščice. A škaj lahko na albo narediš, na mesto za pestance, si napise gor na albo namontiraš. Kaj je Alba? Alba je žensko pokrivalo. Una. Nošaja. Ta stara. Kva? Bleščice. Ne veš, kaj je alba? Take zlate. Res ne vem, kaj je Alba. Ne veš, kaj je alba. To Torej slišim. je kar grozen. Najbrž Dajmo v tišini, dajmo Tomi. pustiti v tišini. Že je to rasizem. Tako je. Kaj pa v vaši kulturi? Značilno. Kaj pa ima ženska? Kakšno pa je žensko pokrivalo v vaši kulturi? To je bila ta vaša kultura, je res, to je največji dog whistle, ki se grejo. Kako dober, ok. Inač, Nastja, mislim, da si vse zvedla. Sam mi še nismo od tebe, Anže. Nisem rekel, jaz sem samo bleščice. To je poslovna, drugače, to je poslovna priložnost, zdaj smo. Daj mi moderne albe, Moderno Alba. cool barve, vijolična, namesto bela. Različne barve teh bleščic. Pa za reprezentance napis podpirati. gor, daj mi Ja. napis gor, daj mi Vsaj daj mi Triglav. Triglav mi daj gor, daj mi te, to mi daj, a mi lahko en biznismen to zdaj naredi pa pošle. Da gremo kar skap reči. Bam, bam, Milijoni! Zmenen. Lahko Kakšni če- moroni smo. Zdaj pa, jaz bi samo eno stvar rad izpostavil. To je. Slovenske narodne noše so zelo, zelo, zelo drage. Tako, Pa naredimo poceni, neki tajc Ne, dela. čakaj. Ja, kva? Šin, šen. Če, IPO. Jaz na polno kupujem že tam. Treba je uprati ene dvakrat, ker nekaj kemikalije, bomo mi vse ok, ampak ta star poceni, če so pa fulje robe. To je bilo drugače. od dva res. čuka na vzgor, no, To je bilo res drugače. To je bilo res drugače. Od vseh SNL sketchov je bil tak, ki so se iz tega pa tega norca res dobro. Sam je res, jaz sem zadnjič res naročil. Res je tako. Voiceover je bil tako. Voiceover je bil. No led. To treba reči. Zakaj je treba to reči? Absolutely no lad. A Ful so zbesta drage. manj kot procent. Ja. Pa si jih moraš pa mogoče obstaja možnost, da si jo sposodiš. Pa ne vem, če Nastja ima dostop do tega. A zdaj Da smo pa si- Nastja, mi smo dobro, si- dobro, Ja, zdaj si- sem se nisi naučil. rešil, ja. Zdaj so nazaj frendom, mislim, da imamo skregano. A jo ti slučajno nesti kličeš? To je model. All in gremo. Dej, gremo ali. Wow.
Mi smo se jih sposojali za skečoholike, ker smo imeli en prizor. In problem pa je, morate biti prav. Jaz pa originalno bi mogel biti v bendu, pa sem bil pa župan. Ker ni bilo. Ja, ker ne vem, očitno vsi neki ansambli imajo debele harmonikaše, ampak unka smo si mi sposodili, pa pač ne. Ja, Modrijane bi mogel vprašati. Sej, mi smo si od enih drugih. Glavnem, in se pravi, ni nujno, da ti je prav. Zdaj pa, če slučajno dobiš narodne noše, ne, bi pa lahko sam layerje, ne. Lahko da vse to, kar je pižama rekel, eno na drugo. Vsaka stvar za en album. Pa sem mečeš dol. In mečeš dol, pa itak ti bo vroča, ker si obleče go fucking skim, pa tam je 2000, koliko kam gre, kje so to? 2000 ljudi. Taylor Swift. 30 ljudi. 2000 ljudi. To je max. To je max, več ne. On je skoka Istok Mlaka, reče 50 ljudi, če več ne nastopa. Vsi morajo dobiti pršut. Zato sem vprašal, kje je, če bi bila pač, kaj s tem, lahko v Križanke. Na stadionu na Dunaju, ampak samo kolo odra stojijo. 40 jurjev ali pa kaj. No, vroče bo, ne? Se pravi, imaš pa, in pa, to je pa pojuna scena, ne? Piješ čaj polet, ne? Da te hladi. V bistvu si izoliran od sonca. Izoliran si od sonca. In daješ dol, layerje, tebe skozi bolj hladno, lepo greš čez vse era stura. Bravo. To je to. Rešen. Ja. Pa tudi v bistvu, če greš peš od tukaj do kje, greš tako kot pohodniki, ki se čebulno oblačijo. Ja. Jaz mislim, tukaj, če dodamo, lahko voditelj malega šefa napeljuje poslušalke k striptizu. Tehnično gledano je to res. Na Dunaju. Na Dunaju. Ne pa nas, torej ni pod naša zakonodaja. Tako, seveda, na Dunaju. In v bistvu je tako, da se pravijo, ko greš na Dunaj, pusti obleke zunaj, ne? Ja! Točno to. To mislim, da v ustavi piše avstrijski. Ja. Od Marije Terezije naprej. Kristus. Okay, zdaj smo prišli do konca rednega dela, prihaja Aftershave. Če hočete slišati Aftershave, pejte na aparatus.si, posevnica, podpri, vse sem prav rekel. Ne, rekel si posevnica. Ne, v redu. Posevnica. A to je mehki š, a to je v vaši kulturi. Da Jože, da reče en poševnica, da bojo onda noter. Ja. Netflix. Sorry, kaj nisem poslušal. Čist nek drugi sem bil z glavo. Aparatus.si poševnica podpri, hvala vsem, ki podpirate, ker omogočate ta podcast. Pa zdaj bom povedal saj Instagram, ki se na začetku tudi predstavili nismo, ker smo se tako začeli žaliti. Se pravi, pižamsti si na Instagramu. Stric Bedans. Stare. Saso stare. Jaz pa toliko Instagram več ne uporabljam, pa najdete na Netflixu. Unchained sezona 2, epizoda 7. Bova zapiske. Ti boš dejal, jaz ne bom tega dal zapiske. Ja, bom zapiske. Jaz sem pa na Netflixu pa nisem. Tako da ne še en, ko ne veš. Naslednji true crime documentary. Tako da to je to. Zdaj pa Aftershave. Aftershave. To, kaj zdaj, Fox, kaj šo?